Kavna usedlina je zelo uporabna na vrtu, posipamo jo okrog paprike in ostalih rastlin, ki rabijo nekoliko več hranil. Povsod, kjer imate težave s polži, pa lahko polijete obroč iz kavne usedline okrog rastline in se na ta način znebite polžev. Dobro je, da je ta obroč malo bolj viskozen, tukaj bi morali dodati malo kave ali vode. Kar se tiče kavne usedline in zastirke, naj povem, da jo uporabljamo tudi kot zastirko pri rododendronih, azalejah in ostalih, ki so v ljubnih vrtninah. Dodajamo lahko nekaj tudi vrtnicah. Na vse zadnje dodamo kakšno žličko tudi sobnim rastlinam in zalijemo. Seveda pa je kava, ki jo rečemo v razmerju z vodo 1:1, zelo uporabna tudi proti ušem na vrtnicah in ostalih okrasnih rastlinah. Pripravimo lahko pa tudi gnojilo, zmešamo 1:1 z vodo in zalijemo največkrat sobne rastline. Kar se tiče zbiranja kavne usedline, predlagam, da obiščete kar najbližjega gostinca, zberete nekaj kave in jo potem potresete po vrtu. Seveda jo lahko uporabljate tudi za gnojilo, vendar samo tam, kjer ste nekoliko pretiravali z gnojenjem z organskimi gnojili, kajti kavna usedlina je kisla in treba je biti še posebno previden z njeno uporabo. Dovolj je, če uporabimo 1 kg na 10 kvadratnih metrov. Nasvet o kavni usedlini smo posneli v domačem rastlinjaku, sponzor vsebine pa so Rastlinjaki Gajšek.